Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Slovenija se počasi pobira iz krize. Gospodarski razvoj in izvoz nas dvigujeta proti vrhu lestvice držav Evropske unije, medtem ko nas standard državljanov in državljank kot sidro vleče proti dnu. To nakazuje minimalna plača, ki ne dopušča dostojnega življenja. Ta se v zadnjih 3 letih le povečala samo do januarja in to le za slabih 11 evrov. V nasprotju z minimalno plačo pa so se seveda zaradi davčnih razbremenitev povečale kakšne druge plače. Recimo v istem času, v zadnjih 3 letih, je plača kakšnega člana kakšne podržavljene banke zrasla tudi za 200, 250, 300 evrov mesečno samo na račun davčnih razbremenitev. Tako da tukaj vam že ponujam odgovor na dlani. Taka počasna rast plač je zaradi take volje vlade. Minimalna plača, ki v Sloveniji trenutno znaša slabih 791 evrov bruto oziroma 570 neto, ne varuje praga revščine, ki je postavljen pri 617 evrih. Združena levica se torej bori za 2 ukrepa: dvig minimalne plače na vsaj 700 evrov neto in redefinicijo minimalne plače. To pomeni, da delodajalci ne bodo več izigravali mehanizma in v plačo vključevali dodatkov. 700 evrov osnovne neto plače mora postati absolutni minimum. 2/3 ljudi zaslužita manj kot 1000 evrov neto mesečno. In mi mislimo, da je to absolutno treba pritiskati, da se plače dvignejo, ker Slovenija pa je po drugi strani ena izmed najbolj konkurenčnih držav v Evropski uniji. Naš izvoz je na ravni nemškega ali pa nizozemskega, skupaj s tema dvema državama smo v špicih, kar se konkurenčnosti gospodarstva tiče. Imamo izjemno produktivno delovno silo in mislimo, da ni več izgovorov, da se plače ne bi začele dvigati. Največ koristi od višanja plače bodo imeli delavci, saj se bo tako izboljšal življenjski standard. Druga zadeva, ki jo tukaj treba povedati, je, da če pogledate recimo trgovine, kjer ogromno ljudi dela na minimalcih, prodajalke, skladiščniki, čistilci in tako naprej, v Lidlu, Hoferju, Sparu, Mercatorju, delajo več ali manj na minimalnih plačah. Ne omenja pa se, da so trgovine samo v letu 2015 v enem letu ustvarile skoraj več kot pol milijarde evrov dobičkov. Ampak to se ne zlije v plače, ampak se enostavno prek dobičkov prenese v sosedne države. Mercator na Hrvaško, Hofer v Avstrijo, na Nizozemsko, in če bi zvišali plače, bi vsaj del tega denarja ostalo pri nas in bi se tudi porabilo v našem gospodarstvu. Stroški delodajalcev bodo ob dvigu plače nižji od nominalnega dviga. Marsikateri del delodajalskega razreda pri nas pa gradi svojo konkurenčnost in svojo prebojnost na silnem in pogosto legalnem izkoriščanju delovne sile, in z dvigom minimalne plače bi jih prisilili v to, da svoje niše iščejo v tehnologiji, ne pa v stopnjevanju izkoriščanja. Jaz mislim, da za tiste delodajalce, ki svojih podjetij niso osnovali na logiki izkoriščanja delavcev, v tem smislu, da je treba iz delavca izžeti čim več dobička, in ki so vsaj približno pošteni do svojih zaposlenih, mislim, da 700 evrov na mesec ni plačilo, o katerem bi lahko sploh se pogovarjala, je poštena plača ali ni. Podatki kažejo, da v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi 290 tisoč ljudi, od katerih je kar 54 tisoč delovno aktivnih. Skrajni čas je torej, da se začnejo višati tudi plače. Združena levica dela na tem, da bi se to zgodilo že s 1. septembrom letos.